V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pravijo, da razmišljanje o Bogu ni za vsakogar. To je tako, kot bi rekli, da kisik ni za vsakogar. Takoj bi umrli. Vsak človek je predvsem duhovno bitje. Zato je prav, da smo se zbrali v cerkvi, kjer slišimo veselo novico evangelija, torej to, da nas Bog ljubi. Veselje je več kot sreča, je srce človekovega duha. Prisluhnimo sedaj obvestilom. Cerkev se zahvaljuje vsem, ki ste včeraj sodelovali pri čistilni akciji in ste hišo in kuhinjo tako lepo očedili. V nedeljo 19. januarja smo tako, kot je že običajno, ob 10. uri vabljeni na osrednje bogoslužje. Jutri v ponedeljek ob 7. uri zvečer, torej ob 19. uri, je cerkev odprta za tihe molitve. V sredo 15. januarja ob 19. uri pa imamo predavanje z diskusijo na temo Čudež na daljavo, kar je namenjeno poglobitvi naše vere. V četrtek 16.1. ob 9.30 uri zjutraj pa je srečanje starejših sester. Cerkev še obvešča, da bo v nedeljo 26.1.2025 ob 18. uri v Zagrebu v dvorani Vatroslav Lisinski koncert krščanske gospel glasbe ob 40-letnici gospel skupine Agape. Če se spomnite, so oni tudi pri nas imeli en koncert. Naslov koncerta je Bog v čast. Tokrat pa bosta pri koncertu sodelovala tudi naša vernika, zakonca Lipičnik, zato jih lahko tudi na tak način podpremo. Več podrobnosti je na plakatih zunaj v vitrini pred cerkvijo in tudi ob izhodih iz cerkve na panojih. Če boste imeli še kakšna dodatna vprašanja, pa se seveda lahko obrnete na cerkev. Sedaj pa bomo zapeli prvo skupno himno, ki nosi naslov Le Bogu vsa slava.
Poslušajmo sedaj besede današnjega bibličnega vodila, ki je zapisano v pismu Rimljanom 8:14. Pravi pa takole: kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu duhu, so Božji otroci. Prisluhnimo sedaj poeziji iz knjige Psalmov. V Psalmu 89 beremo takole: Gospodove dobrote bom opeval na veke, rodu za rodom bom svojimi usti oznanjal tvojo zvestobo. Zakaj pravim? Na veke se gradi dobrota, nebesa, v njih si utrdil svojo zvestobo. Nebesa se ti zahvaljujejo za tvoj čudež, o Gospod, za tvojo zvestobo v zboru svetih. Zakaj kdo na oblaku se lahko primerja z Gospodom? Bog je močno spoštovan v krogu svetih. Gospod Bog nad vojskami, kdo je kakor ti? Mogočen si, Gospod, in tvoja zvestoba te obdaja. Tvoja so nebesa, tvoja je tudi zemlja, zemeljski krog in kar ga napolnjuje. Ti si jih ustanovil. Sedaj pa, drage sestre, dragi bratje, priznajmo svoje grehe. Gospod naš Bog, ker se je približalo tvoje kraljestvo, nas kličeš, da se spreobrnemo. To je za nas velika priložnost, kaj ti z nami in po nas nepopolnih uresničuješ svoje cilje in svoje kraljestvo v tem svetu. Brez tvoje pomoči tega ne moremo uresničiti, zato te prosimo, podari nam to milost. Gospod, ti nas sodiš tako, da nas ljubiš. Kakšna milost je to? Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Amen. Besede milosti in slavospeva pa so zapisane v knjigi Izaija 46. poglavje 13. vrstica, kjer pravi takole: približal sem svojo pravičnost, ni daleč in moje rešenje ne bo mudilo. Podaril bom Sionu rešenje, Izraelu svoj sijaj. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Molimo. Nebeški Oče, vir ljubezni in luči, hvala ti za tvojo besedo, ki jo lahko poslušamo. Pomagaj nam, da nas bo vodila, da bomo živeli brez strahu in se ji prepustili, da nas spodbuja in teši našo duhovno žejo. Naj je v nas, ko je naše srce nemirno, razočarano, obupano in nas hromita bolečina in krivica. Tvoja beseda naj spremeni naše besede, da bodo tople, prijazne in ljubeče. Da bo svet po nas začutil plamen tvoje neskončne ljubezni. Amen. Sedaj pa zapojmo skupno himno z naslovom On mi je pesem in radost, na kar bo sledilo še berilo.
sesti. Današnje berilo je iz 1. Korinčanom, 1. poglavje od 26. do 31. vrstice. Glejte, bratje, svojo poklicanost. Ni vas veliko modrih po mesu, ni vas veliko mogočnih, ni vas veliko plemenitih po rodu. Nasprotno, Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta noro, da bi osramotil modre. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil tisto, kar je močno. Bog si je izbral tisto, kar je na svetu neplemenito po rodu in zaničevano, tisto, kar ni bivajoče, da bi jo nesposobil bivajoče, da se pred Bogom ne bi ponašalo nobeno meso. Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki je za nas postal modrost od Boga, pravičnost, posvečenje in odkupitev, da bi se, kakor je pisano, tisti, ki se ponašal v Gospodu. Ta odlomek nas opominja, da uspeh, status in vpliv v svetu ne določajo naše vrednosti pred Bogom. V današnji družbi je zelo pomembno bogastvo, izobrazba in moč. Apostol Pavel pa v prebranem odlomku poudarja, da Bog vidi drugače, izbira skromne in nepomembne, da bi pokazal svojo veličino. Vsak izmed nas, ne glede na položaj, je v Božjih očeh dragocen. Sveto pismo ni proti modrosti, karieri in bogatstvu. Pomemben je cilj, ki ga moramo videti v vsem tem, in to je, kako lahko z vsem, kar imam, pripomorem v služenju cerkvi in bližnjemu. Vsak izmed nas je unikaten, edinstven. Bog ne gleda na zunanjost, tako kot znamo ljudje, ampak v srce, na naše misli, želje in namen. In pesem, ki jo bomo peli, ima čudovito besedilo, pravi takole: naj bom služabnik, naj služim ti, naj pomočnik bom vsem tistim, ki so brez moči. Lahko vstanemo in zapojemo to pesem.
Nebeški Oče, hvala ti, ker si nas ustvaril tako čudovito in edinstveno. Hvala ti, da nas ne gleda skozi oči tega sveta, ampak skozi oči tvoje neizmerne in nedoumljive ljubezni. Pomagaj nam, da bi se vedno zavedali svoje vrednosti, ne zaradi dosežkov in priznanj, ampak zato, ker smo tvoji ljubljeni otroci. Amen. Izvolite sesti, utrinek za otroke sledi. Dragi otroci in seveda tudi vsi ostali, pridite, da vam nekaj pokažem. Kar pogumno. Danes se bomo naučili temeljno resnico iz ene relativno težke svetopisemske vrstice, ampak mislim, da jo bomo vsi razumeli. Kako ste, otroci? Ste dobro? Ste zdravi? Ja? Super. Tudi tam se lahko še usedete, pa tukaj, takole. Še prihajate, ne? Ste se malo skrivali tamle gor, zdaj ste pa vsi prišli. Tako. Še enkrat, dobro jutro, otroci. Veste, kaj se je meni zgodilo včeraj? Včeraj zelo pozno po noči sem jaz prebrala eno svetopisemsko vrstico. In ko sem jo prebrala, mi je bila malce nenavadna in sem se odločila, da se z vami o tem malo pogovorim. Da vidimo, če boste vi to razumeli. V eni knjigi, pa še zelo težko se izgovori, knjiga Ezekiela. To se boste morali na veruku naučiti, kaj je to. Torej, knjiga Ezekiela, 36. poglavje, 26. vrstica pravi takole. Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce, mehko srce. Si predstavljate, da bi zdaj kar Bog prišel pa bi zamenjal naše srce? To bi bilo malo čudno, kaj ne? Malce nenavadno. Ampak vseeno poskušajmo razložiti to vrstico, ker je v resnici res malo čudna, malo nenavadna, da bi Bog nam dal novo srce. Kaj mislite, kaj pomeni, če ima nekdo trdo srce? Kakšen je tak človek? Kako si vi to razlagate? Če ima trdo srce. A je prijazen? Ne. A je vesel? Tudi ne. A ga je kaj strah? Mogoče, ne? Veste, kako sem si jaz to zamislila? Če pokažemo, tukaj imam en kamen. A je kamen najboljša prispodoba trdega srca? A ga bo kdo potipal? Kakšen je? A je trd? A boste poskusili? Kakšen je? Je trd, ne? Tak malo ošter. A boš še ti probala? Zdaj pa poskusimo tako. Torej, imamo tukaj vodo. In včasih je tako, da ko postanemo kristjani, to namreč pomeni ta vrstica, in dokler še nismo kristjani, je mogoče naše srce takole malo trdo. Se pravi, da nas je lahko tudi strah, da se čisto dobro ne znajdemo v kakšnih situacijah. In sedaj, če damo trdo srce v vodo, a mislite, da se bo kaj zmehčalo? Ne. Še vedno je trdo. A boste poskusili? Je kaj drugačno? Ne, nič drugačno ni. A bi kdo od vas hotel imeti tako trdo srce, da bi bil tak prijazen, pa ne preveč priljubljen med ljudmi, pa da ne bi bil vesel, pa da ne bi imel zaupanja, da ne bi imel občutka, da ga Bog razume? Smo za ali damo stran trdo srce? Stran, ne? Tako kot je rekel pisec v knjigi Ezekiela. Ok, zdaj pa poglejmo, kaj se zgodi, če je naše srce pripravljeno. Tudi tale goba je malo bolj brez življenja, suha je. A boste poskusili? Kakšna je ta goba? A je suha? A je kaj hrapava? Malo je tukaj, ne? Se pravi, včasih se nam bo v življenju zgodilo, da se bomo znašli v malo težjih situacijah, ko se bomo počutili, kot da smo sami, kot da smo brez življenja, ampak če imamo Boga, ki je voda, potem lahko svoje življenje dobesedno potopimo v Boga. To pravi ta vrstica. In kaj se sedaj zgodi?
postanemo mehki. Pa ne samo to, da postanemo mehki, tudi naše srce postane zmehčano. In veste, to je prispodoba tega, kaj se zgodi, ko se človek sreča z Bogom. Bog nas ima neizmerno rad. In ko se človek sreča z Bogom, ne samo, da ni več suh, kot je bila ta goba prej, ampak je zmožen ljubezen dajati tudi naprej. In veste, včasih, ko smo v stiskah, tako kot je tale goba, in ko se stiskamo, ko nam je težko, takrat kot kristjani imamo gotovost, da nismo sami, da imamo Božjo ljubezen in da lahko to Božjo ljubezen dajemo naprej tudi drugim. Zato vas malce izzivam v tem tednu, ki je pred vami. Morda pa bo kdo od vas, predvsem vi starejši, v tem tednu moral kakšnemu prijatelju ali pa znancu izkazati ljubezen. In vam morda ne bo enostavno, ampak če boste imeli Boga, bo iz vašega življenja tekla reka ljubezni, reka blagoslova. In to pomeni, dragi zbrani, tudi za nas, da nam Bog da novo, mehko, odpuščajoče srce. Sedaj pa vas vse vabim, da greste lahko s svojimi katehetinjami na verouk, kjer vas zagotovo že nestrpno pričakujejo. Dragi zbrani, bližamo se Božji besedi in naj tudi naša srca omehča beseda. Pred tem bomo pa pobrali še prostovoljno nabirko s pesmijo Luč nogam mojim. Lepo pozdravljeni, drage sestre, dragi bratje. Za nami so božični prazniki, liturgična barva po vseh cerkvah, po vsem svetu se menja. Smo v drugem času in danes bomo pogledali, kako je bil Jezus krščen v reki Jordan. Predtem pa še misel, vsega, kar je manjše od nebes, se slej ko prej naveličamo in nas slej ko prej dolgočasi, ker so samo nebesa večja od našega srca. Nekoč so ljudje gledali v nebo in so videli nebesa.
Zdaj v dobi brezupnosti pa gledamo v vesolje, ne več v nebo, v vesolje in vidimo strašljive črne luknje. Zato toliko bolj potrebujemo svetlobo in toplino očeta luči. Obstoj Boga kot mojstrskega oblikovalca, kot smo slišali že v berilih, lahko potrdimo z opazovanjem narave, a nam to ne razkrije Boga v vsej polnosti. Kajti Boga poznamo kot občestvo ljubezni, Očeta in Sina in Svetega Duha. Spoznati Boga je za človeka največja radost. Biblično besedilo za današnjo pridigo govori o tem, kako se je sam Bog vidno objavil na način, ki sega do človeških čutil. Za oči oddaljeni Bog je postal blizek, nam blizu. Govorimo o Bogu objavi, o teofaniji. Na 3 kralje smo govorili o razglašenju in smo govorili o epifaniji, tu pri Jezusovem krstu, ko se odprejo nebesa in je prisotna celotna Božja družina, Oče, Sin in Sveti Duh, pa govorimo o Bogu objavi. Zato smo zbrani v cerkvi, kajti vsako bogoslužje je objava svetega Boga. To je več kot družabno srečanje ali neka zabava. V cerkvi se vedno razodeva stvarna navzočnost Božje ljubezni, ki je ne moreta zaobjeti ne čas, ne prostor. Tako vabim, da ustanemo k poslušanju Božje besede iz Evangelija po Mateju, 3. poglavje od 13. do 17. vrstice. Jezusov krst. Tedaj je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel: jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Jezus je odgovoril in mu dejal: pusti zdaj. Kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in glej, odprla so se mu nebesa. Videl je Božjega duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Amen. Da je Bog pripravil pot Mesiji, je za predhodnika poslal nenavadnega človeka, Janeza Krstnika, da bi pritegnil pozornost. Krstnik pa je bil puščavnik, asket. Živel je v puščavi ob reki Jordan, jedel je kobilice in divji med, oblečen v kožuh iz kamelje dlake. Nenavadno. Ni govoril prijazno, tako je zapisano, ampak je vsem v obraz povedal, kaj delajo narobe. Njegov življenjski slog je zelo izstopal. Njegovo sporočilo je bilo ostro, včasih celo žaljivo. Beremo, da se je norčeval iz farizejev in saducejev ter jih imenoval gadja za lega. Nadalje, bogatim je rekel, naj delijo z revnimi. Vojakom je rekel, naj ne zlorabljajo svoje oblasti. Pobiralcem davkov pa naj ne kradejo ljudem. Na koncu je izgubil glavo, ker je obsodil nemoralno ravnanje kraljeve družine. Torej bil je nekakšen družbeni in verski kričač, reformist. Bog je tedanjo družbo globoko pretresel z Janezom Krstnikom, Jezusovim pol leta starejšim bratrancem. Torej Janez Krstnik je pozival k kesanju, k spremembi smeri svojega življenja v odnosu do Boga in bližnjega. To mora slišati današnja družba.
vsak parlament, vsaka cerkev, vsaka ustanova, vsaka družina. Govoriti o socialni pravičnosti. Evangelist Matej nas popelje na sam začetek, v prvi dan stvarjenja prve Mojzesove knjige. Evangelist Marko pa celo v prvi dan novega stvarjenja. Saj je zapisal takole, čisto na začetku, začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina. Vsa 4 evangelska poročila vključujejo Jezusov krst, Matej, Luka, Marko in Janez. Vendar Markovo poročilo nima nobene predhodne zgodbe. Pravzaprav je Jezusov krst pri Marku to, kar so jaslice, božične jaslice, pri Luku. Ker nima pripovedi o Jezusovem rojstvu, ampak začenja pri krstu. Prav tako se razlikuje od evangelista Janeza, ki ima tudi božično sporočilo. V začetku je bila beseda, beseda je bila pri Bogu, beseda je bila Bog in ta beseda se je učlovečila. Torej, za Marka se vse začne s krstno vodo. Zanj je to začetek, približek začetku. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo, zemlja pa je bila pusta in prazna, kaos, tema se je razprostirala nad globinami in Duh Božji je vel nad vodami. Sveto pismo začne na začetku z vodo in tudi evangelist Marko začne z vodo, krstno vodo. Sredi pustinje in kaotičnega prizora ob reki Jordan se je sredi množice potem kar nenapovedano pojavil Jezus. Nepričakovano. Da bi ga Janez Krstnik krstil. V bistvu je ta krst prvi Jezusov čudež. Ne to, kar se je zgodilo v Kani Galilejski, o čemer beremo v Janezovem evangeliju, kajti tam pravi, da je šlo za znamenje, ne za čudež. Tu je prvi čudež Jezusov, sicer kakšen? Čudež ponižnosti. Čudež ponižnosti. Namreč to, kar se je zgodilo kasneje, ima osnovo v tem, da je Jezus začel svoje javno delovanje v povorki grešnikov, ki so se krščevali v reki, končal pa je na križu med 2 tatovoma. Kakšna solidarnost, kakšna ponižnost. Beremo v zapisu, da so gruče grešnikov se zbirale ob Janezu Krstniku in se dale krstiti za spokorjenje svojih grehov. In potem mednje v to povorko stopi brezgrešni Jezus. Kakšna ponižnost. Ponižnost ni znak šibkosti, ampak veličine. Prava ponižnost pomeni sprejeti, da smo odvisni od Boga, ne to, da ljudje hodijo po tebi. Kdor je ponižen, ima Boga za vodnika. Srce nebeškega kraljestva je ponižnost. V nebesih vlada ponižnost, v peklu pa napuh. In odkar je Adam padel z napuhom, nas Kristus vzgaja in zdravi s ponižnostjo. Jezus se je z nami poistovetil na vseh ravneh. Bog vesolja ni nad nami, kot smo slišali uvodoma, ampak je v vseh pogledih eno z nami. Glede na to, da se je najsvetejši, najčistejši, absolutni, suvereni, postavil v povorko grešnikov in se spustil v reko Jordan, ne preseneča, da ga je hotel Janez Krstnik od krsta odvrniti. Zato je rekel, jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Na to sledijo prve izgovorjene Jezusove besede. Prve izgovorjene Jezusove besede zapisane v evangeliju. Kaj so? Pusti zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. In Janez Krstnik je privolil Jezusa krstiti. Zakaj je Jezus omenil ravno pravičnost?
Koliko pojmov, koliko stvari je v svetu. Jezus pa omeni pravičnost. Zakaj? Krivica najbolj boli. Zgodovinar Paul Johnson je zapisal, da največji dosežek civilizacije ni demokracija, ampak vladavina prava. Kajti svoboden sem le, če je oblast podvržena pravičnemu zakonu. In to za vse enako. Božja pravičnost je več kot pravo, zato je zunaj prava, ker pravičnosti ni v svetu in krivica zelo boli. Tudi če najšibkejša roka je dovolj močna, če udarja z mečem pravice. Bistvo pravičnosti je nepristranskost. Pojem pravičnosti pa sodi med najpomembnejše pojme Svetega pisma, že v Stari zavezi. Preroki opozarjajo, bodimo vendar pravični. Bogu je mar za pravico. Ni človeka, ki globoko v sebi ne hrepeni po pravičnosti. Jezus je svojim krstom potrdil, da je Božja pravičnost pomembna in da je drugačna od človeške, ker Božja pravičnost izvira iz čiste očetove ljubezni, človeška pa iz interesov, motivov. Jezus je na bregovih Jordana razodel pomen svojega poslanstva. Prišel je izpolniti Božjo pravičnost. Kako? Da se ne bi utopili v vodi nepravičnosti, je na svoja ramena prevzel grehe sveta. In tudi mi posnemajmo Jezusa. Nosimo bremena drug drugemu. Glejmo drug drugega s sočutjem. Pomagajmo si. V svetu vladajo škodoželjnost, privoščljivost, nevoščljivost, sovraštvo. Bog pa ljubi, nikomur ne dela krivice. Želi, da smo srečni zdaj in vso večnost. Božja pravičnost nima nobene zveze z zakonom postave. Bog človeka razglaša preprosto za pravičnega že na samem začetku, ne pa na koncu. Hoče, da smo glede tega sigurni. Ne želi, da smo v dvomih, kaj če mi bo uspelo, kaj če mi ne bo uspelo, kaj če mi je Bog odpustil, kaj če mi Bog ni odpustil. Središče Lutrovega nauka je nauk o opravičenju, o pravičnosti, po veri in trdi, da je grešnik nezmožen opravičiti samega sebe. Zato je Bog prevzel iniciativo in pripravil potrebno sredstvo za opravičenje grešnika, Božjo pravičnost. Zato je že na začetku pri Jezusovem krstu naglašena ravno pravičnost. Na bregu reke Jordan nas je v Jezusovem krstu razglasil za pravične. Poudarjam, ni nas storil za pravične, ampak nas je razglasil za pravične. V tem je razlika. Če bi nas Bog storil za pravične, ne bi smeli več nikoli grešiti. In nihče ne bi več nikoli grešil. Ni nas storil, ampak nas je razglasil, da smo pravični. V resnici je vsak vernik istočasno pomiloščen grešnik in svetnik v Jezusu Kristusu. Gre za oprostilno sodbo, gratis, zastonj, brez zahtevanega protiplačila, ker je dolg odplačan s Kristusovo daritvijo na križu. Opravičenje ne izhaja iz tega, kar kristijan dela ali česa ne dela, ampak iz tega, kar je za nas naredil Jezus Kristus. Zato je apostol Pavel zapisal, da je Kristus naša pravičnost. Kdor je opravičen, si bo iz hvaležnosti do Boga prizadeval napredovati tudi v posvečenem življenju. To pa je proces in je delo Svetega Duha v nas. Opravičenje sega dlje kot odrešenje. Kaj bi nam pomagalo, da bi nas Bog odrešil, na to pa bi nas takoj ali pa čez milijardo let pogubil? Kakšno odrešenje bi bilo to? Nikakršno. Zato, ker se naše opravičenje dogaja v Božjem srcu.
Kako velike besede. Božje opravičenje. Mi tega ne vidimo. Zakaj ne? Ker se to dogaja v Božjem srcu. Takšnega Boga ni nikjer. Če Bog ne bi bil milosten, bi ostal sam v nebesih z angeli. Vendar smo postali sodržavljani nebes, Božji otroci, hčere in sinovi. Med branjem današnjega evangelskega besedila se upravičeno sprašujemo, kaj je Jezus počel v tisti blatni vodi sredi grešnikov. Smo pred dilemo. Če je Jezus imel greh, potem ni Bog. Če pa greha ni imel, zakaj se je potem dal krstiti? V evangelijih naš razum večkrat trči ob zid. Jezus se je pojavil na kraju, kjer ga nihče ni pričakoval. V strnjeni gruči grešnikov. Povsem drugače, kot so pričakovali, da se bo Mesija pojavil. Bog je vedno ob kakršnem koli človeku. Zato je krščanstvo tako edinstveno. Zato sem ponosen na to, da sem kristjan. Že na začetku javnega delovanja, ko se je Jezus pomešal med grešnike, je potrdil, da je prijatelj grešnikov. To vse skozi beremo v evangelijih. Zato so ga tolikokrat ošvrknili, češ on, ki je prijatelj grešnikov, da ne pričakuje in ne zahteva, da smo popolni, ker nas spreminja njegova ljubezen. Na svetu je veliko svetih rek. Hindujci častijo reko Ganges kot boginjo, a se niti v eni reki sveta ni zgodilo tako sveto dejanje kot v reki Jordan, v katero je vstopil Jezus Kristus, učlovečeni Božji sin. Stara cerkev je verjela, da se je to zgodilo na kraju, kjer je Jozua z Božjim ljudstvom vstopil v obljubljeno deželo, ko so prišli iz suženjstva Egipta. In ime Jezus, Ješua, v prevodu pomeni Gospod Bog rešuje. Gre za helenizirano starozavezno ime Jozua. Torej tam, kjer je Jozua vstopil v obljubljeno deželo, na tistem kraju, tako je verjela stara cerkev, je Jezus se dal krstiti. Kajti tudi mi vstopamo s krstom iz suženjstva v obljubljeno deželo, v nebesa. Kakšna usklajenost v Svetem pismu, celo v podrobnostih. Jozua in Jordan pomenita vstop v obljubljeno deželo in krst je pomembna stvar. Martin Luther je napisal, kadarkoli sem bil v skušnjavi, sem zavpil, krščen sem, krščen sem. Zakaj je prišel Jezus k Jordanu, saj so bili pri Janezu krstniku zbrani sami grešniki, ki so priznavali svoje grehe in se dali krstiti? Zakaj je prišel mednje brezgrešni in presveti Jezus, ki je bil popolnoma čist? Zakaj je kljub temu ponižno stal v vrsti z drugimi grešniki, ki so potrebovali simbolno očiščevanje, umivanje z vodo? Kako to razumeti? Jezusa ni očistila voda, ampak je bil on tisti, ki je to vodo posvetil. On je to vodo očistil. On je to vodo posvetil, ko se je dovolil z njo umiti. Krstnikov krst je bil krst kesanja grehov, Božjemu sinu pa se ni treba bilo pokesati. Kaj je torej počel v tisti vodi? Ali gre v evangeliju za grozno napako? Ne. Jezus je stopil v reko Jordan ne zato, da se skesa, ampak zato, da se skesa namesto mene. Da posveti moj krst, ker sem grešnik, in da se pokesa, nisem še končal, namesto mene, ker, kolikorkoli se kesam, brez Božje milosti bi bilo premalo. Ne bi mogel zadostiti Božjim zahtevam.
in pričakovanjem. Ne more mi pomagati verski moralizem, ne religija, ne legalizem, ne moj perfekcionizem. Zato je apostol Pavel napisal, njega, ki ni poznal greha, je za voljo nas storil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. In zato je Janez v krstniku Jezus rekel, pusti naj se zgodi, da se zgodi Božja pravičnost. Jezus ni le prevzel naših grehov, ampak je postal nosilec naših grehov, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. Zato se je Jezus dal krstiti Janezu krstniku in rekel, pusti, spodobi se. Krst, s katerim smo bili krščeni mi, ni iste vrste kot Kristusov krst. Naš krst je učinkovit zato, ker je Jezus prestal ta krst in moj in tvoj krst posvetil. Tudi naše kesanje je učinkovito zato, ker se je Jezus pri krstu kesal namesto mene, kajti naše kesanje je potrebno, a je brez Kristusa neučinkovito. Naša padla narava sama po sebi ni zmožna kesanja. Poglejmo majhnega otroka, kako težko prizna prekršek in kako radi krivimo druge. Bog ne potrebuje našega priznanja, ker je kapricast, ampak to počne v naše dobro. To je najboljša terapija, kajti verovati je zdravo. Šlo je za to, da se je učlovečeni Božji sin popolnoma potopil v grehe človeštva in postal eden izmed nas in eno z nami, razen v grehu. Jezus torej ni bil krščen ne z judovskim krstom, ne z Janezovim krstom, ne z našim krščanskim krstom, ampak je posvetil vodo našega krsta, o čemer beremo na koncu evangelija. Pojdite po vsem svetu in krščujte vse narode v ime Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Stara cerkev je učila, da je tisti dan, ko je Gospod stopil v reko Jordan, Jordan spremenil vodni tok, duhovno gledano. Začel je teči nazaj, ne proti mrtvemu morju, ampak v raj, na začetek Svetega pisma, tam, kjer je obljubljeno večno življenje. In ko jaz se oblečem v Jezusa Kristusa, takrat se spremeni tudi tok, smer mojega življenja v večno življenje. Prihajamo k koncu današnjega razmišljanja. Končno na Jezusovem krstu je Bog Oče objavil, kdo je Jezus v resnici. Ta je moj ljubljeni sin. Ta krst je razodetje Boga kot svete trojice, svetu, Očeta in Sina in Svetega Duha. Gre za teofanijo, gre za Bogo objavo. Nebo se je srečalo zemljo. Ko se je Jezus potopil v reko Jordan, so se odprla nebesa, je zapisano. Ta prizor zajema tako popolno razodetje Božje trojedine narave. V vodi reki Jordan je stal Božji sin. Nad njega se je spustil Sveti Duh v podobi goloba. Iz nebes, odprtih nebes, pa se je slišal glas Boga Očeta. Ta je moj ljubljeni sin. Torej, Oče, Sin in Sveti Duh v liniji. Če bi Janez Krstnik prepričeval ljudi, da je Jezus Mesija, mu ne bi verjeli. Rekli bi, navijaš za svojega bratranca ali pa imata že nekakšne dogovore. Kakorkoli bi šlo, rekli bi, gre za neko družinsko zadevo. Lahko bi šel Janez Krstnik od hiše do hiše in prepričeval ljudi, a zaman. Kajti najbolj gluh je tisti, ki noče slišati. Najbolj gluh je tisti, ki noče slišati. Tako pa je samo nebo se odprlo in razglasilo,
Ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Veste, zastonj je hoditi od hiše do hiše in ljudi prepričevati o čemerkoli, o eni ali drugi stvari, ali o veri, ali pa o neveri, ali pa o nekih izdelkih ali čemerkoli. Lahko kdo nasede, če je naiven, jaz sem včasih, vendar ne zadostuje. Torej, potem te pamet sreča končno, ko te udari po denarnici, recimo. Ampak, ko pa se odpro nebesa in je takšna Bogo objava, trojedinega Boga, potem pa to zadostuje. Verovati pomeni podariti svoje srce, kajti glagol v latinščini pomeni credere in pomeni cor in dare, podariti srce. Vera je zaupanje in vere, zaupanja in ljubezni ne moremo ločiti. Resnična zgodba govori o profesorju, ki je povabil budističnega meniha, da bi imel predavanje za študente. Ko je menih vstopil v predavalnico, ni rekel ničesar, kar je pritegnilo pozornost vseh. Nato je šel tiho do table in napisal takole: Vsi želijo rešiti svet, a nihče noče pobrati smeti na cesti. Vsi želijo rešiti svet, a nihče noče pobrati niti smeti, papirčka na cesti. Vsi so se mu smejali. Potem je nadaljeval. Statistično gledano je malo verjetno, da bo imel kdo od vas priložnost steči v gorečo sirotišnico, da bi rešil dojenčka. Toda z najmanjšo gesto prijaznosti, s toplim nasmehom, pridržanjem vrat osebi, ki gre za vami, ali s čiščenjem snega starejšemu sosedu, pa ste storili neizmerno dejanje dobrote, ljubezni, ki rešuje svet. Jezusov krst, ki je posvetil vse krste, je zgled svete ponižnosti in ljubezni. Družba nas vzgaja v duhu rivalstva, nadvlade, zunanjega blišča, trofej, laži, moči. Slišal sem, da je majhen otrok podaril svoji mami darilo. Zgodba me je zelo se dotaknila. Mati je odprla darilo z navdušenjem, na kar je ugotovila, da je zavita škatla prazna. Zgrozila se je. Otrok je žalostno gledal v tla. Besna mati je zahrumela. Nikoli ne podarjaj prazne škatle. Otrok je zbral pogum in zašepetal: Mami, škatla ni prazna. Napolnil sem jo s 1000 svojih poljubov. Tudi mi napolnimo škatlo svojega srca, kot smo slišali, da ne bo kamnito, kameno. Napolnimo škatlo svojega srca z ljubeznijo do Boga in svojih bližnjih. Kajti zaman krst, tak ali drugačen, če ni sadu ljubezni. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje naša srca in naše misli v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Amen.
Drage sestre, dragi bratje, prejmimo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.